Tole pa je pravi avtomobil za zdravljenje kakšnega manjšega kompleksa. Na cesti se bodo namreč pred to gmoto umikali vsi. Pločniki bodo postali nezaznavna anomalija, kolovoze pa boste premagovali za zajtrk. Pathfinder tudi po prenovi ostaja izjemno robusten terenec. S 23 cm oddaljenostjo od tal in odličnim zaklenljivim štirikolesnim pogonom ter reduktorjem zmore premagovati tako hude klance, da boste najbrž prej odpovedali vi. A ker se z njim po terenu večina ne bo pogosto vozila, naj povem, da je tudi zelo udoben. Ob zagonu motorja in premiku prestavne ročice daleč v desno in nazaj, da sploh pridemo do vzvratne prestave, sicer bolj spominja na tovornjak kot avtomobil, ampak med samo vožnjo pa je presenetljivo udoben. Motor je več kot dovolj zmogljiv in na avtocesti se ne boste redko zalotili, da vozite celo prehitro. Je pa v mestu precej okoren, zlasti zaradi zelo posrednega terenskega krmilnega mehanizma, ki zahteva precej dela z rokami. Vzvratno kamero pa bi v uredništvu takoj zamenjali za parkirno senzorje in jih namestili tudi na nos avtomobila. Sedaj po prenovi ima motor nekaj več moči, je pa tudi bolj varčen. Na testu je povprečno zahteval nekaj manj kot 11 litrov, kar je za več kot 2 toni težak avtomobil dober rezultat. Tudi prostora je dovolj, celo za tista dva potnika na 6. in 7. sedežu ga ni tako malo. Položaj za volanom je tudi precej limuzinski, le volan bi bil lahko nastavljiv še po globini. In cena za vse skupaj? Nekaj več kot 42 tisoč evrov.